Občutki zdaj potakali slovesnosti so seveda izjemni. Z moje strani sam sem zelo ponosen na ta priznanje seveda in hvaležen naši ekipi, ki je delala na tem, ki je bila danes tukaj z nami, kakor vsem ostalim sodelujočim. Ideja je prišla iz kreiranja oblačil, potem pa pol kasneje sem prišel na čevlje in dejansko, ko sem spremenil vse na čevlji, sem probal spremeniti vezalko do te mere, da bi bila uporabna za vse. To pomeni, da smo rešili 100-letni problem zavezovanja čevljev in smo jo poenostavili do te mere, da jo lahko uporabljajo otroci, ljudje s posebnimi potrebami in dejansko naredili produkt, ko prinese čevlji dodatno vrednost in je prvič tudi omenjena kot modni dodatek. Ko vidiš prve zametke, da je bila stvar pravilno odločena in pravilno postavljena na mesto in odločitev inovacije in kljub temu tudi investicije zelo velike, uspešna, so občutki fenomenalni. Ekipa, ki je delala na teh stvareh, je doživela res dober feedback vsega tega in tudi z veseljem pokažemo to navzven, zajema pa našo bodočnost. Vsi uporabniki, ki so testirali simulator, so bili zelo navdušeni in v bistvu je zelo lepo videti izdelek, katerega razvoj je trajal kar nekaj časa, recimo dobri 2 leti, pa kjer je sodelovala zelo velika in interdisciplinarna ekipa, kako se potem vsi delčki zložijo skupaj in imamo na koncu neki izdelek, ki v bistvu pripomore k temu, da bo šolanje pilotov lahko boljše in tudi uporabniki so vsi navdušeni, ki ga sprobajo. Vsak dan zjutraj, ko se zbudijo, prvo idejo naj zapišejo na papir in jo shranijo do konca dneva. Če je tista ideja še kar ideja, potem je to inovativnost. Zlati nasvet je povezan s konferenco Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavju z naslovom Krožno gospodarstvo in inovativnost. In sicer moj nasvet je, pri inoviranju vključujte tudi elemente krožnega gospodarstva. Inovatorjem priporočam, naj vztrajajo na svoji poti, naj razmišljajo izven ustaljenih okvirjev in naj delajo v timih in naj bodo pogumni.